Dobrodošli nazaj v Access of Truth. Danes začenjamo z zgodbo, ki je morda ena najpomembnejših, ki sem jih razkrila v tej oddaji. Kdo v resnici stoji za obsesivno kampanjo obrekovanja, ki poskuša uničiti partnerstvo med ZDA in Izraelom? Dve viralni obrekovanji proti Izraelu, obe prihajata iz iste institucije. Obe se širita prek istih omrežij in obe, naključno ali ne, služita istim strateškim interesom Islamske republike. S tem, ko poskušajo Američane prepričati, da je Izrael naskrivaj ugrabil njihovo državo. Naj to uvodoma povem. Čeprav nimamo neposrednih dokazov, da je ukaz prišel neposredno iz Teherana, imamo vzorec, časovni okvir, omrežje, tiste, ki to širijo in tiste, ki imajo od tega korist. Kdaj naključje začne postajati razlaga? Prvo obrekovanje, za katera sem prepričana, da ste jih že slišali, so bila, da Izrael naskrivaj plačuje vplivnežem $7,000 na objavo, da promovirajo Izrael. Drugo obrekovanje, ki ga je ta teden objavila ista platforma, je, da kongres tiho združuje ameriško vojsko z IDF. Obe sta očitno lažni, obe sta namerni izkrivljeni. Obe sta bili ustvarjeni, da postaneta viralni. In obe je nato prevzela ista skupina protiizraelskih aktivistov, ki nekako vedno znova ponavljajo iste trditve, ki koristijo Teheranu. In tukaj je prava poanta. Obe izvirata iz prvotne objave v Responsible Statecraft, ki je uradna publikacija Queen's instituta. Think Tank, ki ga je soustanovil Trita Parsi, soustanovitelj zdaj razvpitega nacionalnega iransko-ameriškega sveta, NIAC. Trita je v Washingtonu dosledno predstavljena kot neka ugledna strokovnjakinja za Iran. Toda leta so se on in NIAC soočali z resnimi obtožbami, da sodelujejo z režimom, uradno ali neuradno, ter da delujejo kot lobisti v podporo režimu na ameriških tleh. NIAC je organizacija, ki jo iransko-ameriška skupnost popolnoma sovraži, saj dosledno zagovarja stališča, ki vedno koristijo islamskemu režimu pri ohranjanju oblasti. Kako priročno. Pri vsaki temi danes boste našli Trito Parsija na družbenih omrežjih, kjer ponavlja popolnoma enake teorije zarote, kot jih širi Islamska republika sama. Pritisk na režim je slab. Izrael in AIPAC sta problem. Ameriko v vojno vleče Izrael. In odgovor je seveda vedno več popuščanja terorističnemu režimu, ki vzklika smrt Ameriki. No, zdaj je ta ekosistem ustvaril dve od teh viralnih protiizraelskih teorij zarote. Dve med najbolj viralnimi v preteklem letu. Začnimo z novo. Ta teden je Responsible Statecraft trdil, da kongres tiho sprejema ukrepe za integracijo ameriške in izraelske vojske. Panika zaradi 224. člena NDAA za leto 2027, ki predlaga pobudo za sodelovanje med ZDA in Izraelom na področju obrambne tehnologije. Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni poglobljeno skupno raziskovanje in razvoj, vključno s sodelovanjem na področju obrambnih tehnologij, kibernetske varnosti, umetne inteligence, zmogljivosti za boj proti dronom in raketne obrambe. Ampak tega nočejo predstaviti na ta način. Niti ne omenjajo dejstva, da imajo ZDA podobne dogovore z drugimi zavezniki na različnih področjih raziskav in razvoja. Predstavljajo to, kot da bodo izraelske obrambne sile kar vstopile v Pentagon, vzela gesla in začela voditi ameriško vojsko iz Tel Aviva. In prav v tem je trik. Ne lobirajo proti temu zakonu. Izmišljajo si teorijo zarote, kjer partnerstvo, ki dejansko rešuje življenja, nekako postane prevzem nadzora nad ameriško vojsko. In seveda, dejstvo, da obstaja politični konsenz o tem, ni zato, ker bi bilo to dejansko v najboljšem interesu Amerike. Ne, tudi to je zarota, pri kateri je AIPAC nadzorni dejavnik v ameriški vladi. To je ista obsedenost proti AIPAC-u, ki jo znova in znova vidimo pri besnih norcih, kot sta Cenk Uygur in Marjorie Taylor Greene, da je AIPAC organizacija, ki nadzoruje in manipulira s kongresom ZDA. V resnici je AIPAC ameriška organizacija. Sestavljajo jo ameriški državljani in je financirana izključno z ameriškim denarjem. Torej, ko želi kongres poglobiti raziskave in razvoj z Izraelom, to ne pomeni, da izraelska vojska prevzema ameriško vojsko ali da AIPAC podkupuje kongres. To pomeni, da Amerika sodeluje z enim najbolj naprednih, izkušenih in v boju preizkušenih zaveznikov, kar jih ima. Medtem pa so v nekaj urah po objavi tega članka na Responsible Statecraft Al Jazeera in Al Jazeera RT vse to povzeli. Protiizraelske aktivistične skupine, kot je Code Pink, so začele opozarjati na združevanje ameriške in izraelske vojske. Zloglasne protiizraelske osebnosti so začele objavljati, kako Izrael prevzema ameriško vojsko. Od Thomasa Messija do Dana Bilzeriana in vseh tistih, ki nikoli ne zamudijo priložnosti, da bi ustvarili razdor med ZDA in Izraelom.
Vsi so objavljali o tej zadnji krivici, da naj bi Izrael prevzel ameriško vojsko. In to nas pripelje nazaj k prvi obrekovalni trditvi. Se spomnite tiste viralne trditve, da naj bi Izrael vplivnežem plačeval $7,000 na objavo? Lepo bi bilo. No, tudi ta obtožba je prišla iz istega vira. In tukaj je, kaj se je v resnici zgodilo. Obstajala je javno razkrita kampanja vplivnežev, registrirana po zakonu FARA, povezana z izraelskim ministrstvom za zunanje zadeve prek Bridges Partners in Havas Media Group v Nemčiji. Z drugimi besedami, to ni bilo skrivno. To je bila registrirana in razkrita kampanja po ameriški zakonodaji. Namen, naveden v prijavi, je bil pomagati pri spodbujanju kulturne izmenjave med ZDA in Izraelom. Zdaj, to vam je lahko všeč ali pa ne. Lahko menite, da bi tuje vlade morale ali ne smele voditi kampanj javne diplomacije. To je v redu. Ampak ne pretvarjajte se, da gre za neko skrivno kriminalno zaroto, ko pa je bilo to dobesedno prijavljeno ameriški vladi v skladu s FARA. Medtem je Quincy Institute videl to prijavo in naredil nekaj zelo prikupnega. Vzeli so skupni proračun kampanje, ki je znašal približno $900,000. Odšteli so stroške, ki so jih želeli, in na to so denar razdelili z neverjetno nizko oceno 75 do 90 objav. In tako so ustvarili naslov, da naj bi Izrael vplivnežem plačeval $7,000 na objavo. Ko pa dejansko prebereš gradivo FARA, je slika povsem drugačna. Dokument dejansko navaja 25 do 30 objav na mesec na vplivneža za obdobje 5 mesecev. To pomeni, da bi ena objava stala med $220 in $440 na objavo. Kar precej drugače kot $7,000. Jasno je, da je bil to poskus v slabi veri, da bi očrnili vsakogar, ki zagovarja Izrael kot agenta, in poleg tega spodbudili teorije zarote in teme o judovski nelojalnosti v ameriški javni razpravi. To je dobesedno prva točka dnevnega reda Islamske republike Iran in Homeinijeve ideologije. In žal so bili zelo uspešni, zaradi ljudi, kot je Trita Parsi. Ta laž o $7,000 se je razširila po družbenih omrežjih. Uporablja se kot orodje za utišanje ali zavračanje judovskih glasov, ki opozarjajo na razširjen antisemitizem, ki se širi po vsem svetu. Ali že vidiš vzorec? Najprej bodo Američanom rekli, da so pristaši Izraela tajno plačani operativci, da bi diskreditirali vplivne glasove. Nato širijo trditve, da je AIPAC tuje lobistično združenje, ki izsiljuje in nadzoruje kongres, da bi napadel vez med ZDA in Izraelom. In nato javnosti povedo, da obrambno sodelovanje z Izraelom pomeni, da se IDF združuje z ameriško vojsko, da bi Američane prestrašili in jih prepričali, da želi Izrael nadzorovati ameriško vojsko, ter zasejali nezaupanje. Cilj je očiten. Američanom želijo vzbuditi paranojo in jih prepričati, da Izrael krade njihov denar, kupuje njihove vplivneže, nadzoruje njihove politike in zdaj prevzema še njihovo vojsko. Kdo torej ima korist od teh kampanj? Ali ima Amerika korist od tega, da oslabi svojega najpomembnejšega zaveznika na Bližnjem vzhodu, medtem ko islamski režim hkrati širi svoje mreže posredniških skupin, obnavlja raketne programe in poskuša preživeti resnično zgodovinsko krizo legitimnosti? Ne. Ali ima Izrael korist od tega, da Američani verjamejo, da je njihovo državo ugrabila IDF? Očitno ne. Kdo torej ima korist? Islamska republika ima korist. Morda Teheran ni napisal naslova, vendar Teheran ne bi mogel napisati boljšega. To zahteva preiskavo. Kongres bi moral vprašati, kdo financira ta sistem, kdo ga ojačuje, kdo se s kom usklajuje. Zakaj se te iste trditve vedno začnejo na istih mestih, krožijo po istih omrežjih in služijo istim strateškim interesom islamskega režima? Miti niso nastali iz nič. Prišli so iz določenega vira, ki je po naključju povezan z islamskim režimom. Rezultat je enak, ne glede na to, ali je ukaz prišel neposredno iz Teherana, ali pa gre preprosto za režimu prijazni stroj, ki počne to, kar režim potrebuje. Zavezništvo med ZDA in Izraelom je posebej na udaru. Tisti, ki to počnejo, pa računajo na to, da tega ne boste opazili. In to nas popolnoma pripelje do Katarja, verjeli ali ne. Ta teden je novo poročilo IceGap razkrilo, da je Katar v 17 letih porabil več kot $65 milijonov za poskuse vplivanja na ameriški izobraževalni sistem. Posebej proti Izraelu. Posebej. Zdaj govorimo o šolah, univerzah, programih usposabljanja učiteljev, nacionalnih izobraževalnih mrežah, učnih načrtih, o vsem, kar oblikuje, kaj se ameriški otroci in študenti učijo o Izraelu, Bližnjem vzhodu, terorizmu in seveda o muslimanski bratovščini. In to ni osamljen primer.
Katar je eden največjih tujih financerjev ameriških univerz. Kot kažejo zvezna razkritja, je bil Katar največji tuji vir prijavljenih donacij in pogodb ameriškim univerzam v letu 2025, saj je samo v tem letu prispeval več kot 1,1 milijarde dolarjev. Druge analize ocenjujejo, da skupni prispevki Katarja ameriškemu visokemu šolstvu znašajo približno 6,6 milijarde dolarjev. In naj bi verjeli temu, to nima nobenega učinka, nobenega vpliva na kulturo na kampusu, na študije Bližnjega vzhoda, nobenega vpliva na to, kako je Izrael demoniziran, nobenega vpliva na to, kako so islamistična gibanja romantizirana na teh institucijah, ki vzgajajo bodoče ameriške voditelje. Dajno. In potem je tu še Washington. Odkar je bil Donald Trump prvič izvoljen leta 2016, je Katar porabil skoraj 250 milijonov dolarjev za lobistične in PR agencije registrirane pri FARA. Skupaj 88 podjetij. In od januarja 2021 do junija 2025 so katarski agenti poročali o 627 osebnih srečanjih s političnimi stiki v ZDA, več kot katerakoli druga država na svetu. Tako da, medtem ko besni norci na spletu kričijo o APEC-u, ameriški organizaciji, ki jo financirajo Američani, Katar porablja stotine milijonov dolarjev za lobiste, PR agencije, univerze, izobraževalna omrežja in dostop do krogov moči v Washingtonu. In potem je tu še letalo. Katarska kraljeva družina je Trumpovi administraciji ponudila luksuzni Boeing 747, vreden stotine milijonov dolarjev, da bi ga uporabili kot začasni Air Force One, tuja vlada, ki gosti Hamas. Financira Al Jazeero in vlaga denar v ameriško izobraževanje ter vplivna omrežja v Washingtonu, predsedniku Združenih držav pa ponuja letečo palačo. In mi naj bi se pretvarjali, da je to zgolj radodarno darilce. Katar gosti Hamas. Katar financira vplivne operacije na Zahodu. Katar financira medijske ekosisteme, ki demonizirajo Izrael in Jude. Katar vlaga milijarde v ameriške univerze. So hkrati požigalec in gasilec. Islamska republika Iran želi prek propagande in subverzije razbiti zavezništvo med ZDA in Izraelom. Katar si želi kupiti pot v ameriško miselnost, ameriške učilnice in ameriški politični sistem. Obe sta proti ameriški vplivni operaciji in Američani se morajo prebuditi, preden bo prepozno. In preden nadaljujemo, želim povedati še eno stvar o teh pogajanjih z Islamsko republiko, ker je pomembno, da razumemo, da je celotna logika teh pogajanj zgrešena. Težava niso le pogoji kakršnega koli dogovora, ki bi lahko nastal. Težava je sam režim. Zahodni uradniki še naprej govorijo o režimu, kot da gre za normalno državo z normalno vlado, ki jo je mogoče pritisniti ali spodbuditi, ji laskati, celo podkupiti in jo na koncu pripeljati nazaj v skupnost narodov. Toda, to je iluzija, ki je v središču vsake propadle politike do Irana v zadnjih 40 letih. Ta režim ni utemeljen na običajni državniški politiki. Temelji na ideologiji varuštva islamskega pravnika. To je revolucionarna teokracija, zgrajena okoli izvoza te revolucije, uničenja Izraela, ponižanja Amerike in zatiranja iranskega ljudstva v pokorščino. Oni ne vidijo popuščanja kot dobre volje, popuščanje vidijo kot šibkost, pogajanj ne vidijo kot kompromis. Pogajanja vidijo kot bojišče, kjer Zahod pride, da bi z njim manipulirali. Torej, realno gledano ni scenarija, v katerem bi bilo dajanje temu režimu 6 milijard dolarjev, 12 milijard dolarjev ali kakršnekoli umilitve sankcij razumen popustek. Ni mi mar, kdo to ponuja. Pomembno mi je, da to pride v roke islamskemu režimu, ker smo ta film že videli. Obamova administracija je režim zasula z denarjem in legitimnostjo. In kaj so naredili s tem? Razširili so se po Bližnjem vzhodu, financirali so posredniške skupine, zgradili so teroristična omrežja, oborožili so Hamas, Hezbollah, Hutije in milice po Iraku in Siriji. Pomagali so ustvariti regionalno strukturo, ki nas je pripeljala do 7. oktobra. Zakaj torej to počnemo znova? In celo glede jedrskega vprašanja so mešani signali nori. En dan je stališče, nobenega jedrskega orožja. Naslednji dan se sliši, kot da je omejeno bogatenje morda v redu. Ne, edina sprejemljiva številka je nič. Nič obogatenega urana, nič domačega bogatenja, nobene poti do bombe. Ker tudi, če bi se jutri strinjali z ničelnim bogatenjem, kaj potem? To je še vedno največji državni podpornik terorizma na svetu. To je še vedno režim, ki financira Hezbollah, Hamas, Hutije, palestinski islamski džihad, milice, ki so ubile stotine Američanov. To je še vedno režim, ki gradi balistične rakete. To je še vedno režim, ki vodi atentatorske zarote, diplomacijo s talci, kibernetske napade in globalne teroristične mreže. To je režim, ki obeša Irance, strelja protestnike na ulicah, muči ženske in usmrčuje lastne državljane, ker zahtevajo svobodo. Zakaj bi torej sploh razmišljali o omilitvi sankcij?
Ti pogovori ne rešujejo financiranja terorističnih posredniških skupin, ne rešujejo proizvodnje balističnih raket, ne rešujejo jemanja talcev, ne rešujejo vojne režima proti regiji ali vojne režima proti Ameriki. In kar je najpomembneje, ne rešujejo osrednjega vprašanja. To so iranski ljudje. Ker iransko ljudstvo ne prosi Zahoda naj reši režim z novim sporazumom. Ne umirajo na ulicah v 10 tisočih, zato da bi kak zahodni diplomat prišel, se rokoval z njihovimi zatiravci in temu rekel mir, Steve Witkoff. Zahtevajo konec nelegitimne teroristične diktature. Namesto, da bi jih poslušala, je mednarodna skupnost še vedno obsedena s tem, da podpira režim, pred katerim Iranci obupano bežijo. Zbudite se! Ni dobrega dogovora z Islamsko republiko. Ni scenarija, v katerem bi svet lahko podkupil homejnistični teroristični režim, da bi postal Švica. Edini sprejemljiv izid je popoln poraz režimskega jedrskega programa, njegove teroristične mreže, raketnega programa in nadzora nad iranskim ljudstvom. Brez bogatenja, brez omilitve sankcij, brez legitimnosti in brez dogovora z Islamsko republiko. Zdaj prehajamo na dobre, slabe in grde novice tega tedna. Začenjamo s slabo zgodbo, ker vedno radi končamo pozitivno. Še en grozen primer antisemitizma v Evropi, tokrat v Barceloni, kjer so Judinjo in njenega partnerja vrgli iz zdravilišča, ker je nosila ogrlico z Davidovo zvezdo. Da, z Davidovo zvezdo. Na posnetku lahko vidite, kako osebje v zdravilišču pove, da imajo težave s cionisti, medtem ko so ljudje v ozadju začeli vpiti Svoboda Palestini. Popolnoma ogaben prizor. Poglejte si nekaj tega. Resna oseba. Zakaj si mi postavila to vprašanje? Ker ne vem, nekdo mi je rekel, da si. Ali nosi judovsko zvezdo? Ker nisem proti zvezdi, v resnici oseba nisem. Jude on. Je. Cionist. To je nekako ista stvar. Ne ravno. Ne, dovoljeno mi je. Ne izrivaj me ven. Veš zakaj? Jaz sem Gledam. tebe. Se resno šališ? Ne podpiramo cionističnega genocida. Tudi mi ne. Ne. Sploh ne veš. Ne odobravamo te, ker je to tvoje stališče. Svobodna Palestina. Se hecaš, kaj ne? Svobodna Palestina. Samo da vsi veste, nosim judovsko zvezdo in vprašala me je, ali sem cionistka, zato nisem smela vstopiti. Torej, pojdi se solit. Adijo pizda. Wow. Wow. Dobrodošli v Barceloni. Ženska je povedala, da je po dogodku vložila prijavo na policijo. In vem, da je samo zdravilišče to dejanje obsodilo in povedalo, da skupina, ki je organizirala ta dogodek, tam ne bo več smela prirejati dogodkov. Upam, da se bo glede te očitne diskriminacije lahko naredilo še kaj več. Ampak iskreno, to samo še enkrat dokazuje, da ko rečejo cionist, v resnici mislijo jud. Mislim, celoten razlog, da se je ta situacija sploh zgodila, je bil ta, da je ženska nosila ogrlico z Davidovo zvezdo. To ni izrazito cionistični simbol, razen dejstva, da je judovski simbol, za kar bi trdila, da je eno in isto, tako kot je rekla ženska v videu. Ampak to ni tisto, kar vidimo. Vidimo druge ljudi, ki poskušajo judovski skupnosti določiti, kaj je dovoljeno in kaj ni. Veš, silijo Jude, da odgovarjajo na nekakšen lakmusov test o svojih pogledih. In to je ogabno. Iskreno, to je popolnoma ogabno. Mislim, ne morem si predstavljati, da bi katerokoli drugo manjšinsko skupino prosila, naj se odpove svojemu gibanju za državljanske pravice, kot pogoj za, ne vem, vstop v toplice ali na dogodek ali v restauracijo. Mislim, to je smešno. Popolnoma smešno je, kar se dogaja. Raven nevednosti in dezinformacij, ki je preplavila misli nekaterih teh ljudi, predvsem na prebujeni levici, pa tudi na prebujeni desnici. To je izjemno zaskrbljujoče. Izjemno zaskrbljujoče. Videli so judovsko zvezdo in se odločili, da ni dobrodošla. In veste, pomembno je, da razumemo, da to ni aktivizem. Tako aktivizem ne izgleda. To zagotovo ni propalestinsko. To je preprosto staromodno sovraštvo do Judov. Torej, naslednjič, ko vam nekdo reče, da gre samo za Izrael ali samo za sioniste, mu pokažite to. Ker to pokaže vsem, kdo ti ljudje v resnici so. In zdaj še grda zgodba. Težko je verjeti, da prejšnja ni bila grda zgodba, ampak danes je na svetu toliko grdote, kaj naj rečem. Candace Owens in Anna Kasparian sta sedli skupaj za približno 90 minut ene najbolj izprijenih protijudovskih neumnosti, kar si jih lahko predstavljate. Resnično ne pretiravam. Prosim, ne izpostavljajte se tej mučilni izkušnji.
Izrečeno je bilo veliko komično neumnih trditev in teorij zarote, pri katerih sta se medsebojno spodbujali. A na neki točki, ko je Candice govorila o tem, kar je poimenovala, tako se je izrazila, izvoljeno ljudstvo, ne o sionistih, ne o Izraelcih, ampak o izvoljenem ljudstvu. Trdila je, da množično pobijajo otroke brez posledic. Medtem pa je v odgovor Ana Kasparjan, sodobna Eva Braun, ni nasprotovala. Poglejte. Ker boste videli, kako konzervativci navijajo za to, kar se dogaja v Gazi in zdaj v Libanonu. In potem trdijo, da so za življenje. Ja, to je bila ena večjih stvari zame, ker sem si mislila, mi smo za življenje. In mi govoriš, da obstaja izjema, ker imaš neko krivoversko teologijo, ki ti pravi, da so vsa ta pravila, seveda, da bi se jih morali držati. In seveda je to prava stvar za narediti. In Bog, Jezus Kristus. In potem rečejo, ampak razen, če se to zgodi v Izraelu, potem je v redu. In sem si mislila, torej obstaja neka naključna izjema, kjer lahko množično pobijamo otroke, dokler je to v Izraelu. Zakaj potem vsak množični morilec preprosto ne gre v Izrael in tam počne, kar hoče? Ja, točno to počnemo tukaj. Ljudje pridejo sem, ker želijo množično pobijati otroke. Seveda, Candice. Zdaj ta posnetek sem izpostavila prav zato, ker jih je v resnici veliko. Ampak ta je zelo jasen, da ne gre za kritiko Izraela. Ne gre za nesoglasje glede politike. To sta dve zlobni, zagrenjeni osebi, ki se spodbujata v ogabnih obrekovanjih proti Judom, ne proti cionistom, proti Judom. Da Judje mislijo, da so nad vsemi drugimi, da lahko Judje počnejo karkoli brez posledic, da imajo Judje posebno imuniteto pred moralo ali zakonom. Mislim, dobesedno zvenita kot oddaja iz Tretjega rajha. Lahko popolnoma sovražiš Izrael in še vedno meniš, da sta ti ženski popolna sramota. Teorija podkve ostaja popolnoma nepremagana. In zdaj končno še dobra novica. No, dobro in slabo, predvidevam. Ta teden smo začeli videvati prej neobjavljene posnetke s protestov v Iranu 8 in 9. januarja, ko so Iranci odšli na ulice, medtem ko je bil internet izklopljen. Zdaj so verodostojni viri poročali, da je bilo med temi protesti pobitih med 20.000 in 40.000 Irancev strani režima. Vendar pa med vojno javnost skorajda ni slišala veliko od Irancev, saj je bil internet izklopljen v najdaljši prekinitvi interneta v sodobni zgodovini. Zdaj, ko je internet deloma ponovno vzpostavljen, čeprav pod strogo nadzorom in filtriranjem, prvič vidimo posnetke dogajanja. In to ni lep prizor. Posnetki IRGC in Basić, ki streljajo na množice Irancev, vendar smo videli tudi posnetke neizmernega poguma. Iranci, ki se dobro zavedajo tveganj in posledic takšnih dejanj, so v milijonih prišli na ulice različnih mest z zastavami z levom in soncem, ter celo s plakati Reze Pahlavija, skandirajoč naj se vrne. Poglejte. To je moja dolžnost. Pri Bogu povej, mašalo, mašalasa. Mašalasa. Pravijo, da se bo Pahlavi vrnil. To je zadnja bitka. Pahlavi se bo vrnil. In zanimivo je, ker lahko v tem posnetku vidite, da imajo plakate z imenom Reza Pahlavi. Ker je veliko glavnih medijev odstranjevalo zvok iz prvotnih posnetkov, ki so prišli ven. In so poskušali reči, da to ni tisto, kar si želijo, ali da je bilo nekako manipulirano. Zelo očitna kampanja proti prestolonasledniku, kljub temu, da ljudje prav to govorijo. Ampak če vas še vedno ne prepriča, da je javnost popolnoma proti temu režimu, si oglejte, kako so med temi protesti podrli kip terorističnega vodje IRGC Kasema Solejmanija. Mašala. Malce si želim, da bi bila tam v tistem trenutku. Zelo, zelo cool trenutek in tudi praznovanja. Videli smo tudi veliko praznovanj po atentatu na Hameneja, kar je bilo zelo lepo videti, tudi če zamudo. Ampak kljub vsem tem dokazom, ki so prišli na dan prej in prihajajo zdaj, vidimo, da voljo iranskega ljudstva zahodne elite nenehno prezrejo in ignorirajo. Mislim, poglejte, kam nas je to pripeljalo glede Irana. Definicija norosti je, da vedno znova počneš isto stvar in pričakuješ drugačne rezultate. Morda je čas, da dejansko prisluhnemo temu, kar iransko ljudstvo zahteva in prenehamo izmišljati rešitve, za katere vsak Iranec ve, da ne bodo delovale. Iran ni Venezuela.
Ne morete dovoliti, da ta režim nadaljuje in potem pričakovati, da se bo obnašal kaj drugače kot prej, ne glede na to, kateri Hamenej vodi igro. To je vse za ta teden, dame in gospodje. Ampak naslednji teden bom spet z vami z več novicami o tem, kaj se dogaja z vojno z Iranom in kaj se dogaja tukaj na Bližnjem vzhodu. Če imate kakšen namig za zgodbo, me lahko kontaktirate na X pod imenom Emily K. Schrader ali na Instagramu kot Emily v Tel Avivu. Se vidimo naslednji teden tukaj, na Osi resnice na JNS.